Dobrodošli v podkastu Ona Plus, kjer odpiramo vprašanja, ki presegajo vsakdan. Tokrat se sprašujemo, kako močno nas v resnici zadanejo politični konflikti, vojne in človeške stiske po svetu, ter kje potegnemo mejo med sočutjem, odzivom in ravnodušjem. V studiu danes z nami Vesna Milek, novinarka, publicistka, pisateljica, znana po poglobljenih intervjujih in prejemnica nagrade za izjemne dosežke na področju novinarstva. No, nagrado je prejela za poglobljene prispevke, v katerih opozarja na tragedijo genocida v Gazi, potem ko je oktobra lani obiskala Palestino. Z nami v studiu tudi Mojca Seliš-Kartoš, slovenska humanitarka in predsednica ustanove Pustimo jim sanje, fundacije Danila Türka, ki pomaga otrokom prizadetim zaradi vojn, nasilja in socialnih stisk. Aktivno vodi projekte rehabilitacije in podpore ranljivim otrokom ter se zavzema za razvoj humanitarnega in mednarodnega sodelovanja. Žive obema. Pozdrav. Danes smo tukaj zato, da se, ne bom rekla po žensko, ampak tako nasplošno, malce bolj pogovorimo o tem, kdaj raje pogledamo stran, kdaj pa se nas določene stvari tako zelo dotaknejo, da čutimo neko notranjo potrebo, nek notranji vzgib po tem, da pomagamo. Obema ta izkušnjo pomoči, ali pa obe sta bili v Palestini, v Gazi. Pa me zanima najprej to, kaj se vas je tako zelo močno dotaknilo, da ste se odločili, da... Ja, jaz moram reči, da prvič sem bila v Palestini leta 2009, januarja, ko je predsednik Türk sprejel povabilo na uradni obisk. In takrat je v pogovoru s predsednikom Abbasom razmišljal o tem, kako bi Slovenija lahko pomagala. In na poti nazaj je predlagal, da bi, glede na to, da imamo zelo kvaliteten rehabilitacijski inštitut v Sloveniji, mogoče pomagali na ta način, da bi otroke, poškodovane v vojni, vozili v Slovenijo na zdravljenje. No, in jaz sem to takrat nekako zelo zagrabila na hitro in že junija istega leta je prišla prva skupina 20 otrok v Slovenijo na zdravljenje. Potem pa smo seveda s tem nadaljevali. Moram povedati, da se ta projekt v celoti financira samo iz donacij. Da je za prvo skupino res, da naše ministrstvo za zdravje plačalo zdravljenje v Soči. Jaz pa sem takrat pridobila anonimnega donatorja, ki je plačal Adriino letalo, da so otroci prišli v Slovenijo in da so jih potem tudi odpeljali nazaj. To je bil takrat tudi en velik dogodek, zato ker mi je nek zelo ugleden slovenski novinar rekel, da si pa res domišljam, če mislim, da bojo Izraelci dopustili, da bojo otroci poleteli iz Tel Aviva. Ampak so, po dogovoru med predsednikoma, dr. Türkom in Šimanom Peresom, ki nam je, moram reči, ves čas zelo pomagal. On ima tudi humanitarno organizacijo Peres Center for Peace, ki jo zdaj naprej vodi njegov sin. In smo ves čas skozi vsa ta leta uspešno vozili te otroke v Slovenijo in do danes že 229. Ampak odkje ta notranji vzgib, ta želja po tem, da se pomaga? A veste, ko smo prišli takrat tja, ko se je izraelska kolona pripeljala v tisti koridor, ki je pod 8-metrskim betonskim zidom, so se zaprla vrata, skozi katera smo prišli, in potem so se odprla druga in je prišla palestinska kolona noter v štric, da smo se presedali. In potem, ko smo šli proti predsedniškim prostorom, so ob cesti stali vojaki. Nekateri si videl, da so resnično otroci še, ne. Stali so s hrbtom obrnjeni proti cesti, ampak sem pa tja je kakšen vendarle si drzno obrniti glavo in takrat si videl, kakšni otroci so to. In ko smo poslušali, koliko je potreb po tej pomoči, seveda si misliš, da moraš nekaj narediti. In takrat smo
takrat smo, recimo, ni bilo čisto jasno, ali nam bo to uspelo ali ne, ampak predsednik je bil neomajen, jaz pa moram reči, da tudi nam je uspelo in tudi potem naprej. Ne bom pozabila trenutka, ko je v robu Blejskega strateškega foruma se predsednik srečal s takratnim predsednikom Arabske lige, Amarjem Muso, in na tistem pogovoru je me Amar Musa pogledal in je rekel za otroke in je dal svoj lastni ček za $50,000. Evo, še zdaj me strese, ko se na to spomnim. Ampak ko vidiš te otroke, ko pridajo in kakšna je razlika, ko gredo, sicer si rečeš, da v Soči resnično delajo čudeže. In potem te to nekako žene naprej. Ampak kam pa grejo? Ne? Ja, ampak zdaj do te pošastne genocidne vojne so se vedno vračali v Gazo. Ne? Ker, a veste, oni, ko pridajo sem, so najprej preplašeni, ne vejo čisto dobro, kaj se bo dogajalo. Potem pa, ko začutijo ta mir, da se zelo veliko ukvarjamo z njim, tudi v popoldanskem času, čez vikende, takrat, ko ni terapij, ko postanejo spet tisti pravi razposajeni otroci, ampak se seveda z veseljem vrnejo domov. Ker tam, kljub temu, da pridejo z enim od staršev, tisti, ki so stari do 15 let, vedno ne, v spremstvu, oni se vendarle vrnejo domov. In marsikakšen otrok pa vedno potem reče, saj bom lahko še prišel. Ne? Ja, in to so razmere takšne, da oni so navajeni nekih drugih stvari, kot so jih navajeni otroci tukaj pri nas. Ampak, Vesna, če sem prav razumela, ti si šla zaradi enih drugih razlogov v Palestino, zaradi intervjuja, ampak... Mene ne morava primerjati Manca z neko tako, s tem poslanstvom, ne, ki ga ima Mojca, pustimo jim sanje. Jaz sem novinarka in jaz pač si prizadevam za resnico in to delam pač na področju kulture. Ne bi se nikoli upala primerjati z mojimi kolegi novinarji, ki sem jih jaz sama intervjuvala in jih spraševala, te, ki so pokrivali vojna žarišča, Boštjan Videmšek, tudi Ervin Kladnik, Milharčič, mislim, sej ne bom zdaj vseh naštevati, Branko Soban in tako naprej, kako prenesejo to, ne? In tudi recimo Arneta Hodaliča, kako izklopiti sočutje takrat, ko si na terenu, da ti lahko preneseš zgodbo. Erika Valenčiča sem imela na koncu jezika, ja. In vsi so mi govorili, da takrat moraš izklopiti čustva in empatijo, da lahko pač opraviš svoje delo, tako kot kirurgi. Ne? Tako da jaz nisem ta tip človeka in jaz nisem si ne domišljam, da sem vojni dopisnik. Je pa res, da mi je zgodovinar Žiga Smolič, ki je delal raziskavo za svojo doktorsko nalogo in je že bil v Palestini in je tam sklenil določene stike prijateljstva še pred 23. Pred 7. oktobrom leta 2023. In mi je povedal, da imamo možnost, da naredimo intervju z ustvarjalci oskarjevskega filma No Other Land, se pravi Nikogaršnja zemlja. In potem sem seveda rekla ja. Ani Žardin je rekel, če sem normalna, ne, tudi najprej, ne, prva reakcija je bila to, jaz se nisem zares zavedala, ne, kam grem, jaz sem zaupala tudi doktor Smoliču, ker je pač vedel, kje se bomo gibali, oziroma tudi on ni vedel, ali nas bodo spustili čez mejo. Ne. To je bilo v bistvu tako, gremo do Amana, ne, in bomo videli, če bomo sploh prišli čez ta mejni prehod, ne, Hussein Bridge. In sva prišla, pač kar brez težav, jaz sem pač razlagala, da sem novinarka, prej smo naredili nekaj selfijev, zaradi katerih sem bila tudi sem imela tudi take odzive na družbenih mrežah, ker sem morala imeti nek backup, ne, sem verski romar, turist, ne, zanima me sploh Marija Magdalena, to je bila moja zgodba, zelo natančno zgodbo sem imela za ozadje, ja. In zelo naivno zgledam, ne, očitno, tudi lahko. Ampak nekaj te je vleklo, ne, in hkrati... Se jaz tako kot vsi mi, jaz sem spremljala, kaj se dogaja in seveda me je to zelo prizadevalo in to deželo sem si pod nekdaj želela videti, vedno sem si želela videti in Betlehem, pa tudi vse to, kar je zdaj postalo izraelsko ozemlje. Od otroštva sem jaz to Holy Land, to sveto deželo nekako nosila v srcu in skozi
kdorkoli je prišel iz Jeruzalema, Betlehema, Nablosa, Ramale, meni je to bilo vse zelo moje. In zdaj sem jaz imela to priložnost, da sem šla najprej v Jeriho in potem sva šla v Hebron. Mislim, to niso več tista mesta, ki so jih videli tudi naši dopisniki pred 5 leti. Ne. To je pač postalo nekaj čist drugega. In me še kar nekaj reportaž čaka, da bom to opisala. Moram pa reči, da sva imela na začetku, to je ta začetna sreča, da sva sploh lahko prišla do Sefarjate, ki je v območju C, to pomeni, da pač je prva na listi za popolno etnično čiščenje in tam ti vidiš te čudovite ljudi, v bistvu pastiri, gojijo oljke, ki so vsak dan izpostavljeni brutalnim napadom teh izraelskih priseljencev, ki jim požigajo hiše, predvsem, zdaj so te napadi so postali res tako brezsramni. Koljejo živino, ugrabljajo otroke, ti nikoli ne veš, kdaj bo tvojega otroka ne bo več, ne, in kam bo šel, in v katerem zaporu bo končal. Ne. To so tako pretresljive stvari, ko govoriš s temi ljudmi, ne, in ko govoriš z Oskarjevcema, ki sta tvegala življenje, da sta skupaj z izraelskima kolegoma, ne, z montažerko Rachel Shore in Abrahamom Novalom, da sta ona dva se jim pridružila, ker nista mogla gledati teh krivic, ne, Izraelca, skupaj z 2 Palestincama. In potem, ko si enkrat tam in se pogovarjaš s temi ljudmi, cel dan ostaneš tam, ostaneš tudi čez noč in čakaš, kdaj bodo prišli pač te izraelski settlerji. Verjetno ljudje ne vejo, kaj sploh to je. To so pač neke vrste paramilitari. To so ljudje, ki so prišli iz vzhodne Evrope, in so, v bistvu, mnogi od njih so res, ne vem, kaj ne rečem, kriminalci, kdo bi drugače tako. In imajo zaščito v izraelski vojski. Vojske. Mogoče sem hotela dodati ravno to, si rekla, ne morem se primerjati z vojnimi dopisniki, ne? Ampak njih pa veliko, ki znajo na tak način kot ti pripovedovati zgodbe in povedati stvari, ki si jih povedala ti, ne? Meni so tudi rekli, da ni bilo veliko iz Slovenije, da bi bili na Zahodnem bregu ravno v tem obdobju. Mislim, da Kaj ti je mogoče najbolj pretreslo? Kako je res videti te stvari? Moram zaiti tudi tja, preden gremo dalje. Ko smo govorili o sočutju, ne, ali pa o empatiji, ne, jaz zato ne morem biti dopisnik, kajti zdaj mi algoritem kaže ves čas res krute zgodbe iz tega predela Palestine, Sefarjate, pa tudi iz Hebrona, iz Ramale, kjer imam zdaj, lahko rečem, prijatelje, iz Betlehema, iz Jeruzalema, ne, iz Dženina. No, Dženin je bil v bistvu, to je mogel priznati tudi Žiga Smolič, to je bil res tvegan podvig, da sva midva šla tja z avtobusom, ker so ravno takrat spet pač napadli oziroma pač se strelili 3 fante. Ne vemo zdaj, kdo so bili ti fanti, ampak domačini so rekli, da je bil en bil kristjan, zelo mladi fantje, pač išče se teroriste in pač te teroriste, jaz kar sem tam videla, ne bi mogla reči, da je bil kdorkoli, ne, od teh fantov, kar so mi govorili. Mislim, terorizem je samo izgovor, tam govorim, obstaja terorizem, ampak tam na tistem področju ni več prostora za terorizem. In ko sva midva prišla v tisti Dženin, sva že iz hotelske sobe, iz balkona v živo videla pač in mučenja in streljanje in otroke, ki tečejo in skratka, ne, to, in potem smo že zjutraj izvedeli, da so tam ubili 3 fante in potem sva videla, da midva morava takoj nazaj v Ramalo. Ramala je pa pač, bom rekla, še vedno neko mesto, ki zaradi pretoka denarja je malo bolj mirno življenje, čeprav nikoli ne veš, kdaj bodo prišle skupine IDF, enote IDF in pač nenadoma pač zasedle tvoj, ne? Bi rekla, da so to res stvari, ki se nas dotaknejo, da potem nas predrugačijo, oziroma ne moramo več živeti, kakor da tega nismo videli, ne? Ampak Mojca, ko raziskujemo svetovne konflikte, ne, danes smo tukaj predvsem, da se pogovarjamo o empatiji. Je dovolj empatija sama ali je potrebno razumevanje tudi širše politike in kaj to pomeni širše? Jaz mislim, da je potrebno oboje. Empatija in razumevanje politike širše, ne. To pa zato, ker sama empatija je v redu, lahko ti sočustvuješ, narediš neko dejanje, ampak če pa ti
vsaj malo ali vsaj približno ne razumeš državnih interesov, geopolitike, političnih in ekonomskih odločitev in vsega tega, kar stoji za njim, kar so potem in vzroki in posledice tega, kar se dogaja, potem jaz mislim, da težko razumeš celotno stvar. Lahko se pa zgodi tudi, da zaradi pomanjkanja vedenja tega na nek način kdaj podpreš ali pa odobravaš neko odločitev, ki pa je v bistvu slaba in povzroča nadaljnje trpljenje. Tako da jaz mislim, da je treba imeti oboje. Je pa seveda malo ljudi, ki se ukvarjajo z enim in drugim, za nekatere so to zelo oddaljene stvari, za tiste, ki pa niso, pa seveda poskušajo pomagati na svoj način. Vesna, ja, so oddaljene stvari, ampak zakaj kljub vsemu je pomembno, da vemo, da čutimo in da tudi na nek način delujemo? Jaz mislim, da se vsakemu, ki pride v stik s tem trpljenjem, zgodi nekaj, zaradi česar bi dal vse, da bi lahko pomagal. Ampak nismo vsi poslani za vse, oziroma ne zmoremo vsega. Ne? Jaz zaradi tega sploh ne zmorem več spremljati, kaj se dogaja v Sudanu, kaj se dogaja v Ukrajini, pa me zelo pretresa, kaj se dogaja z ICE-om v Ameriki, kaj se dogaja. Ne? In trenutno tudi ne zmorem spremljati Gaze več, zato ker imam očitno svoje polje in to so pokrajine Palestine, kjer vsak dan nov napad. Zdaj, ko govorimo o številkah, vsak dan je 20 ljudi ubitih, odpeljanih v zapore. Vsak dan, kako sploh lahko potegneš sam pri sebi mejo? Jaz imam tudi svoje težave, ne? In imam ljudi, ki so veliko bolj potrebni moje pomoči v tem trenutku, ne? In poskušam to, na drugi strani pa ne morem zatiskati oči, razen da po nasvetu moje prijateljice začnem spet gledati mucke na Instagramu, da bodo prihajale, da bodo se te novice razrečile. Jaz sem včeraj težko spala, ko sem videla, da sta intervjuvanca, ki sem jih pred 3 mesecema intervjuvala, in takrat je bil podpisan, ne podpisan, pač sprejet ta dogovor, ne, o prenehanju vojne, ne, premirje, ne. In takrat se je pojavilo v Palestini neko upanje. Od takrat naprej, jaz kar naprej spremljam, kaj se dogaja z ljudmi, s katerimi sem govorila, s temi čudovitimi mladimi glasbeniki v Dženinu, ki je že, ne vem koliko je bil star, ko so ga zgrabili iz avtobusa, samo zato, ker se premakne iz svojega doma do šole, ga zgrabijo iz avtobusa, tega minibusa rumenega, nikoli ne veš, on nosi številko svojega očeta v žepu, da bodo očetu prenesli njegovo truplo. Zato, ker eni ljudje se odločijo in ne grejo nikamor in so samo doma, tisti, ki pa želijo še živeti, ki so pa stari 13, 16, pa želijo hoditi v šolo, tudi če padajo bomb, ali pa tudi če ne vejo, kaj se jim je zgodilo na tej poti. Navkljub vsemu so se naučili živeti s tem. In ko ti gledaš, kaj se dogaja pa s temi ljudmi, te to blazno prizadane. Zdaj so spet pretepli brutalno tega Hamdana Balala, enega od soustvarjalcev tega filma, ki je dobil Oskarja. Kakšno težo ima Oskar, kakšen smisel ima Oskar. Skratka, ta brezsramnost, jaz ne pravim, da je njegovo, in tudi on ne trdi, da je njegovo življenje več vredno od življenj na tisočih otrok. Ne? Ampak vseeno, a Oskar, ne, katerega so uprta vse oči javnosti, a ne more zaščititi enega umetnika? Ne more. Ne more. Prav zaradi Oskarja so bili družine in sorodniki in bratje in sestre in soproge in vsi tolikokrat podvrženi še hujšemu napadu in mučenju. In potem ti gledaš na Instagramu, se prosim, škoda, ker si mi sploh povabila, ker ne morem nehati, ker ko vidiš Bena Guira, ki vodi turistično, ne vem, turo po zaporih in je ponosen na to, kako ravna s zaporniki, kako jih muči. Takrat se pa res vprašaš, pa kje mi živimo? A hkrati Wim Wenders, ki sem ga vedno občudovala, ne more jasno reči, da se v Gazi dogaja genocid in se spreneveda kot umetnik. Hkrati pa nek nogometni trener, ne, Guardiola, je naredil v bistvu toliko za to stvar, za ozaveščanje, ko pove, da tega pač, da ga boli, to, kar se mi zdaj pogovarjamo, ga boli, ampak če on to pove, mogoče to senzibilizira tudi ljudi, ki do zdaj niti niso hoteli vedeti, kaj se zares dogaja. Cela Palestina je po mojem v enem najhujših obdobjih sploh in ravno zdaj, ko smo upali, ne, da se bo nekaj spremenilo.
Ja, sprašujem se, v kaj se spreminjamo oziroma kaj postajamo in predvsem, če nihče ne prevzeme odgovornosti in če ne začnemo pri sebi, potem se nič ne spremeni. Ne? Ampak Mojca, ste... Ekar. Ja. V bistvu sem se ustavila pri enem naslovu, ko sem ga zasledila na spletu. Slovenka, ki rešuje zdrobljena telesa otrok iz Gaze. Vesna, mogoče me boš razumela, da včasih se zdijo takšni naslovi preveč populistični, dramatični, ampak jaz bi rekla, da je kar na mestu, glede na to, kakšno je stanje. Mogoče je malo preveč. Okay. Ker ne vem, jaz to ne gledam na tak način, ne? Ampak mene enostavno ženejo naprej te usode, ta nepopisna groza, ki se tam dogaja. Ne? Jaz ne me narobe razumeti, jaz s tem zelo težko živim. Jaz, kot je Vesna rekla, jaz ne znam izklopiti čustev. Jaz jokam, ko pridajo, jaz jokam z njimi vmes in jokam, ko odhajajo. In tako že 16 let. Ampak ne morem se pa ustaviti. Oziroma nočem se ustaviti. In toliko, kot sem jaz recimo prepotovala pri nabiranju teh donacij, ampak recimo v arabskem svetu, ker od tam smo dobili vedno največ pomoči, vidim, kako to spoštujejo, kako to cenijo. Pravzaprav se jim zdi zelo čudno ali pa nemogoče, da nekdo iz Slovenije, sredi Evrope, sploh se ukvarja s takimi stvarmi. Ampak a veste, pa tudi otroci, ko odhajajo, ko rečejo, a bom lahko še kdaj prišel. Ja, mi smo poskrbeli vedno za otroke, ko so prišli majhni, pa so potem odraščali, da smo jih spet pripeljali in da so dobili nove proteze, če je bilo potrebno. En fantek je bil, se ga spomnim, prav posebej oporen in je z vsako skupino mi je pošiljal neka sporočila, kdaj spet jaz. Ampak to je bilo, ne vem, je skupina, on je odšel, pa je prišla naslednja skupina, pa je on že vprašal, kdaj je spet. Mora preteči nek določen čas, da je smiselno, da spet pride. In potem sem mu poslala eno pismo, kjer sem obljubila, da ko bo tak čas pretekel, da bo prišel nazaj. Ampak to pismo ga ni doseglo, zaradi tega, ker je on vseeno poskušal pobegati in je utonil. In mene je to pošastno prizadelo. Krivila sem se, zakaj ga nismo vseeno dali prej, zakaj, skratka, kako da bi jaz kaj naredila za to, da je ta fantek umrl in da se je njemu to zgodilo. In potem enostavno se na nek način še bolj zaženeš v to, še več hočeš narediti. Sploh pa zdaj, mi smo recimo drugo fazo projekta končali v začetku 2019 in spet se je začel nov krog zbiranja donacij in tega. In potem je nastopila pandemija in takrat je bilo 2 leti nemogoče kogarkoli pripeljati, ker so bili tudi naše zdravstvene ustanove zaprte, več ali manj ni bilo pa zamisel, da bi koga pripeljali. In ko smo 2023 spet pognali to mašinerijo zbiranja donacij, se je pa potem zgodila ta vojna. Ampak mi smo od trenutka, meni je bilo jasno, zelo hitro, da to pa ne bo nek 7, 8, 10 enomesečni konflikt, ampak da tukaj bo pa stvar eskalirala. In to se je skazalo. In jaz sem že, mislim, da sem imela pogovor za Dnevnik pred božičnimi prazniki leta 2023. In jaz sem že takrat rekla, gledamo genocid. Že pred 7. oktobrom. Ne, decembra 23. Jaz rekla, gledamo genocid. In Bojana Leskovar, ki je delala takrat z mano ta pogovor, je rekla, ja, najbrž res ne. In to se je potem tudi zdaj vemo, da je temu tako. In jaz ne razumem nekaterih ljudi, to, kar je prej Vesna omenila, kako še vedno tega ne zmorejo odgovoriti. Dajmo počakati na to, pa na to odločitev, pa na te pa kakšne dokaze še rabiš? Ob skoraj 80 000 mrtvih, ob 160 000
ljudi v Gazi, ki zdaj, ta trenutek potrebujejo medicinsko pomoč. Da ne govorimo o vseh tistih, ki so na kakršen koli način prišli v Egipt in so zdaj tam, v njihovih bolnicah, v nekje, kjer pač in ravno tako potrebujejo oskrbo. Da v tem, koliko jih je pod temi, 600 milijonov ton ruševina, ne vem, neka grozna cifra, koliko je tam še trupa. To vprašanje se mi poraja, prej so že pred pogovorom načeli, govorimo ves čas o mednarodni skupnosti. Ja. Mednarodna skupnost je odpovedala na celi črti. Komu zaupati? Še vedno. Kje začeti? Francesca Albanese kmalu ne bo več, očitno. Se so jo blokirali na vseh ravneh. Jaz ne vem sploh. Vse te ICJ ne velja nič. Varnostni svet, nobena resolucija ne pride skozi, ker ZDA blokira vse. Rajš ne bom komentirala, kaj se mislim o tem odboru za mir. In predvsem, dokler se bo ZDA na ta način postavljala ob Izrael in v veliki meri tudi Nemčija, zaradi neke zgodovinske krivde. Ampak oni si delajo novo zgodovinsko krivdo. Jaz to ne verjamem. To so druge igre. Ja, to so druge igre. Ampak to je spet ta, geopolitika, interesi levo desno. Jaz sem prebrala že nekaj časa od tega izjavo enega izraelskega vojaškega častnika, ki je rekel, če ne bi imeli take podpore ZDA, bi bila ta vojna že zdavnaj končana. In to je bilo, od tega to je rekel v začetku, ali pa rečemo spomladi leta 2024. Pa veste, kaj to pomeni? Ja, politično vmešavanje. To je druge. Včasih se vprašam res, če bi začeli pri sebi, pa pri svojih moralnih vzgibih. Vesna Hannah Arendt je opozarjala na nevarnost brezbrižnosti in pasivnosti v družbi. Ali je lahko brezbrižnost do trpljenja drugih danes ena največjih moralnih nevarnosti sodobnega sveta, te sprašujem? To je tako retorično vprašanje. Zdaj le govorimo o prepričanjem in je jasno, da nas vse boli, kar se dogaja. A hkrati pa se mi zdi, da še nikoli nismo imeli nobene možnosti, da bi rekli, vse to se ne dogaja, to ne verjamem. Zdaj vse lahko vidimo in to je grozljivo. Mi čisto vse, umore v živo. Ta dva režiserja, s katerima sem delala med drugim intervju, sta posnela film, v katerem vidimo, in to je bilo pred 7. oktobrom 23. Se pravi, Palestina je bila ves čas na udaru, ampak mi vidimo umore v živo v tem filmu. Mi vidimo v vsakem videu umore in nasilje v živo. Nad otroci, mislim, jaz ne vem, kaj še vse se lahko zgodi. Vsak hollywoodski zvezdnik, ki ima večji doseg, ko ga bomo mi kdajkoli imeli, tudi večji doseg kot politik, se izpostavi in to kroži po družbenih omrežjih. In nič se ne zgodi. Tako da se sprašujem, kdo vodi ta svet? Mislim, koliko časa je še potrebno, da se bomo lahko vsi dvignili? Ne bomo se, ker algoritmi zelo spretno pač ponujajo mucke, tistim, ki gledajo mucke, ponujajo teroriste tistim, ki pač želijo to gledati. Skratka, resnice ni več. In tudi brišajo absolutno. In brišajo komentarje. Mi smo v bistvu res že zdavnaj, tako kot v Matrici, ki smo jo gledali kot nek znanstveno-fantastični film, ali pa Huxley, ki je, ne vem, v 30 letih napisal Krasni novi svet. Resnice ne bomo nikoli sestavili. In meni tudi nekateri moji znanci pravijo, ja, pa si ti prepričana, pa veš, kako pa tudi Izraelci trpijo. Sem govorila tudi z mnogimi Izraelci in z umetniki in tako naprej, ki so zgroženi, kaj se dogaja. In tudi številni rabini in po svetu in tam pač kričijo, da to ni vera njihovih očetov in da to ni, da zionizem nima ničesar z judovstvom. Sem brala knjige, kjer so Palestinci v času Heroda, in ko so bili pod škornjem Zahoda, zelo zanimive so te vzporednice. To je bilo v času, ko je prihajal Jezus Kristus, pravi, enkrat, kaj svem, 60 našega štetja,
Ja, 60 našega štetja se je pa začelo, po njegovi smrti se je pa začelo najhujši pogrom Rima nad Palestino. In to so bili ljudje, ki so se ravno tako borili. To so bile ulice teh mest, ki sem jih jaz tudi obhodila zdaj. Ulice teh mest so bile pač nekako posejane s križi, na katerih so bili križani palestinski uporniki, teroristi. To so bili ljudje. Ne? Jaz mislim, da ta DNK, ne, ki ga uporabljajo za propagando, to je isti DNK, ista hrana, isti ljudje. In pred to vojno so pa Izraelci hodili v Palestino na kosila. Mislim, ni bilo takega sovraštva. Skozi je bila okupacija, ne? In skozi je bilo pač, to ozemlje, ne, se je počasi pripravljalo na to, da se ga popolnoma priključi, ampak vendarle takega sovraštva in take groze ni bilo. Ravno po tem premirju je pa postalo najhujše. Najhujše. Jaz ne razumem, mi pa to gledamo in smo se potolažili. In Gaza ni več v fokusu in Palestina ni več v fokusu. Imamo druge fokuse. Ne? Ko si omenila, ne, kaj nam prikazuje, no, tudi jaz sem kar nekaj raziskovala, mogoče ravno to začetek, pa Jezusovo, pa Marijo Magdaleno. Ne, in vseeno sem dobila občutek, ali pa to je ena iluzorna predstava, da je bilo včasih več zedinjenja, kot ga mogoče vidimo danes. Ne. In zato se sprašujem v tej apatičnosti. Ne. Vojna ni samo v Palestini, vojna je veliko bližje nas samih. Ne. In zelo podobne stvari se dogajajo tudi tukaj, v naši bližini. Kaj se vama zdi, bom rekla, na mednarodnem nivoju in sicer kot bom rekla, odgovornost vsakega posameznika, kam bi mogli iti? Jaz ne vem, če je to, kar se dogaja v naši bližini, vendarle mogoče enačati s tem, kar se dogaja v Palestini. Ampak žarišča so, mislim, ne? Ki se lahko razvijajo. Vojna v Ukrajini je tudi pošastna in zaenkrat ni videti konca, ampak vseeno je neka razlika. Ne? Razlika je, če ne drugega, že v tem, da je palestinski narod zatiran že 75 let. Ne? Da od leta 2006 jih obdajajo 8-metrski zidovi z elektrificirano bodečo žico na vrhu, da je tisti koridor 100-metrski ali ne vem, koliko se lahko približa temu obzidju, da jih na vse mogoče načine onemogočajo in jih terorizirajo, da nastavljajo konzerve, ki izgledajo, kot da je hrana, kar otroci pobirajo. To je mimogrede, zato je tudi toliko poškodb rok pri otrocih, ker tisto konzervo odpre misleč, da bo nekaj pojedel, ne? Ampak ti smo potem raznese v rokah. Kakšen perverzen je to? Ne? Potem recimo, mislim, da okrog leta 2008 je palestinska tiskovna agencija poročala o tem, da ko je bil ta Cast-Lead, ali pa mogoče še potem kasneje, ko je bil Great March of Return leta 2018, da so uporabljali zastrupljene naboje in da so te zastrupljeni in seveda so jih streljali v noge, a ne? In so te zastrupljeni naboji povzročali, da se enostavno rane niso celile in je bilo posledično toliko več amputacij. Prosim, jaz ne vem, ali je zdaj to vse drži, ampak to je poročala palestinska tiskovna agencija. Ne? In kakor smo rekli, ne? Mednarodna skupnost se zgraža, ugotavlja eno in drugo, ampak tiste resne neke akcije po izolaciji Izraela, da ga onemogočita, ne? Tega pa ni, se enega trgovinskega sporazuma ne povajo. Mislim, vem, da se stvari dotakne. Recimo, mene se je dotaknila zgodba v Kambodži, kjer sem spoznala to zgodbo, kako so ubijali otroke, ženske, kjer se je vrtela v ozadju glasba, kjer so kostnjaki bili, ne vem, kje vse povsod, hkrati pa so Združeni narodi vedeli za to in so sodili tem vojnim zločincem, ampak toliko let kasneje, kaj vse, kakšna je korupcija. Zgodbe se nas dotaknejo. Ne? Seveda se nas, absolutno se nas dotaknejo, ampak ne, čeprav se nas dotaknejo, še vedno živimo neko normalno življenje. Ne? In se ne moramo
popolnoma poistovetiti s to bolečino, s to grozo, s tem, kar se njim dogaja. Hkrati se pa lahko zavemo, kako minljiva je lahko ta normalnost in kako hitro lahko izgine. Ne? Zadnja skupina zdaj, ko je bila tu, ko so mame razlagale, da so iz peska vodo poskušale zbirati ven. Da so same skoraj leto dni jedle samo kruh namočen v vodo, ker če so dobile lečo, je bilo to za otroke. Ti otroci so prišli strahotno podhranjeni, ne? Zato so bili tudi dalj časa tukaj, ker jih je bilo potrebno zelo počasi nazaj nekako postavljati njihov organizem, čeprav so si seveda želeli vse, ne? Od čokolade do čipsa, Coca-Cola, vse bi tako, ampak to bi bilo zelo nevarno. In ko vse to poslušaš, ko ti pokažejo posnetke otroka, ta, ki je punčka, ki je prišla, kako so jo ustrelili, kako so šli z njo v bolnico, iskali pomoč, ob vsem ustreljevanju in to imajo vse dokumentirano. In te ljudje se zlomijo in seveda se ti zloma z njim, ne? Ampak potem spet od tam greš in si lahko rečeš samo eno. Kakšne probleme pravzaprav imam? Kaj mi je hudega? Kaj mi manjka? Nič. Pravzaprav nič ne. Ni primerjave in Jaz ne vem, jaz bi sam rada, jaz sem tudi njih sprašvala, a je kakšno upanje? Je, ker nimajo izbire. Mi imamo izbiro, pa lahko nehamo gledati. Tako je, ja. Dokler bo trajalo, ker to se širi tudi sem. Ko sem jaz bila pred 20 leti prvič v Latinski Ameriki v Bogoti in poslušala te zgodbe, pa o kartelih, pa o paravojaških skupinah, ki so skupaj z navezavi z ameriško vlado in njihovo pač nastavljeno vlado, recimo kolumbijsko, kako so dobesedno čistila območje za to, da so bili nasadi palmenega olja. In potem sem govorila z ljudmi, ki so bili v teh NGO-jih, pa teh, ki so mi pač iz prve roke govorili, kakšne grozote se dogajajo, na video snemati, najhujše strahote, ne bom jih zdaj niti objavljala, zato, da se prebivalci še bolj prestrašijo, mučenja, najhujše, ki si jih človeški komaj zamisli, zato, da se hitreje lahko prebivalce izčisti iz področja, ki je namenjen za, pač, včasih je bil za sladkorni trs, zdaj pa za palmino olje. In ta model je pač v Palestini, ne, že zdavnej, ne, ampak zdaj pa sploh ne moramo. In to ne pomeni, da ne bo prišlo sem. Velike korporacije hočejo svoj delež. Jaz ne vem, kaj bodo tisti, ki jih vodijo, kakšen bo njihovo življenje, ne? Če nas nameravajo vse iztrebiti na tak način. Ne? Tega mi ne bomo dočakali, ampak ne vem, ena od generacij pa bo, če se ne bo nekaj zgodilo, če ne bomo res rekli ne, pa se združili vse te civilna družba in res poskušala doseči in pritisniti na odgovorne, da se res končajo te podpore in sporazumi, trgovinski sporazumi. Ja. In to ta My Voice, My Choice poskušajo skozi tudi njihove te postoglede. Ampak vprašanje, s čustvi ne bomo nič dosegli. Po svetu protestov. Ja, masovnih protestov, pozivov, kako Američani ne želijo tega več, da tako res brezskrupulozno ta vlada podpira Izraela. Ampak nič se ne zgodi. Vesna, omenila si, s čustvi ne bomo nič dosegali. Ne verjamem ravno v to. Gledala sem, nekje sem zasledila, kakšne so sploh neke karakteristike teh svetovnih voditeljev, ki nas vodijo in vemo vsi kam. In bi rekla, da tam je brezčustnost, oziroma so brez čustev, oziroma lahko to odklopijo. Tako da verjamem tudi v to, da imamo ženske drugačen pogled na stvari, kot imajo moški. Tako da mogoče tudi ta, vse to, kar danes govorita, je pomembno na tak način in so pomembna čustva.
To, da se te teme nenehno, da nenehno prihajajo v središče, je izjemno pomembno. Tako da hvala to tebi, Manca, hvala vsakemu, ki na primer deli določeno objavo. Treba je senzibilizirati oziroma pač seznaniti čim več ljudi s tem, ker če ta propaganda, zionistična propaganda tako močno deluje, moramo mi pač z istim načinom ponavljati stvari nenehno in se ne ustaviti ob tem, ker pač vidimo, da se stvari nikamor ne premaknejo. Enkrat se bodo, oni to verjamejo. Ne? Američani že glasno govorijo, da njihovo državo vodi AIPAC. Ja. Ampak Vesna, ki si omenila, ravno to, da se to širi, Žižek je dal zelo dober razmislek ravno na to temo. V smislu, veliko se govori, veliko se deli takšnih tematik, in potem imamo občutek, da smo nekaj naredili, medtem ko čisto zares nismo naredili nič. Torej, kaj bi pa ti recimo Manca lahko naredila? Ne vem, sprašujem se. Ne moramo vsi, eni ljudje so prav poklicani, kot je Mojca, da je svoje življenje posvetila temu. Jaz ne vem, kaj bom naredila jutri. Mogoče bom začela prav tako reševati mlade umetnike od tam, ne vem, razumeš? Ampak gre za to, da čisto vsak lahko naredi nekaj po svoji vesti, nekaj, kar pač lahko in za kar čuti, da je poklican. Ne moramo biti vsi aktivisti, ne moramo biti vsi briljantni novinarji, ki bodo šli in tvegali svoje življenja. Lahko pa v svojem področju nekaj malega naredimo v vsakem trenutku. In predvsem to, da javno povemo, kaj je resnica, kaj čutimo kot resnico in kaj ne. In da so ene stvari nedopustne in da se moramo dvigati, kar je že Stefan Hesel, ne vem pred kolikimi leti, s tisto knjižnico nam je pustil dediščino. Dvignimo se. Francoska revolucija se je le zgodila, zgledalo je nemogoče, da bodo padale glave. Ampak francoska revolucija, zdaj ko greš globlje v vso to zgodovino in te igre, francoska revolucija so sprožili pač aristokrati in to na najvišjem vrhovu, bratranec Ludvika XVI. Se pravi, to, da revolucijo lahko, da se lahko dvignemo ljudje, jaz ne vem, ali je to res postalo tako nemogoče. Mislim, mi smo tisti, ki smo ljudstvo. A smo tako? Jaz mislim, da s tem, ko te zadeva prizadene, da se ne smeš pri tem ustaviti, da je potrebno tudi dejanje, je potrebna podpora projektu, karkoli pač, ki lahko k temu pripomore, ker solidarnost ni trenutek, solidarnost je proces. Od česar več ne morete pogledati stran? Kaj so tisti trenutki, ki res rečete, da so tudi mogoče tle v slovenskem okolju? Jaz to revščine tukaj. In otrok, ki so socialno ogroženi, zato mi, kolikor le lahko, tudi v Sloveniji delujemo. In seveda od družinskega nasilja ampak to je zdaj že druga zgodba. Vse to, kaj ne rečem. Najraje bi skozi gledala stran, ker sem eskapist, najraje bi se zaprla pa gledala Netflixove serije. Sam vseeno, sem človek, pa živim tukaj, pa se soočam. In v svojem najožjem krogu z težkimi stvarmi in me to prizadeva in poskušam pomagati, če lahko. Ampak tako kot so rekli, če je tvoja čaša prazna, ne moreš več dajati, se moraš ustaviti. Tako da se zelo bojim, da se ne bi spraznila čaša Mojce. Ne bo. Je polna. Če veš. Kaj vaju mogoče še najbolj skrbi, oziroma kje vidite, v kaj se spreminjamo kot posamezniki? Je sploh še možnost za to, da smo bolj sočutni, da smo bolj ranljivi tudi v sebi, da lahko delujemo na tak način, kot delujete vidve? Mislim, da si je za to treba močno prizadevati. In verjeti v to, da upanje umre zadnje in da se ne smemo prepustiti kljub temu, kar se dogaja, ne gledati stran, opozarjati, poskušati pomagati. Sej vemo, humanitarna pomoč ni nadomestilo za mir. Ampak kljub vsemu humanitarna pomoč v takih razmerah rešuje življenja.
In tudi jaz se bojim tega, kar je Vesna prej omenila, ne, da Gaza nekako izginja iz naslovnic, iz osrednjih tem, in da je ta odbor za mir, ki me res, moram reči, močno muči, da bo vendarle nekaj ukrenil, ampak ne bo, ker tukaj gre, čim tukaj ni zraven Palestincev in čim so zraven spustili človeka, ki je krivec za ves ta genocid, za to, da ohranja sebe na oblasti, kaj se lahko iz tega pričakuje. In ko so zraven ljudje z neskončnimi in enormnimi količinami denarja in računicami, kaj bi tam se lahko naredilo, se najbrž ne obeta nič dobrega. Ampak ne glede na to, ne smemo gledati stran in moramo si prizadevati. In kakorkoli se že sliši to obrabljeno, treba je vztrajati in mednarodna skupnost bi to morala doseči, da bi prišlo do rešitve dveh držav. Vesna, čemu še sploh biti optimist? Ja, že zaradi sebe, ne, ker pač želimo nekako živeti še naprej, ker se mi zdi nesramno, da tisti, ki ne znajo živeti in tisti, ki pač lahko mirno gledajo, kako nekdo muči kome odrasle otroke ali pa jih preprodaja za organe, a te ljudje nas bodo učili, kako živeti. Ne? Ja, tako je. Mislim, da bo treba, ko se bodo te organizacije, ali pa ta civilna družba tako razširila, da bo čisto vsak, ki bo imel dostop do pametnega telefona in do teh zgodb, dojel, da je treba pač res bojkotirati določene izdelke, tega pač še ne počnemo. Ne. Jaz že zmeri ne bom nekaj omenjala, me zanese v kakšno od teh. Pa ko ti enkrat gledaš posnetke v klavnicah in ko res globoko stopiš, tja ne boš več poskusil mesa. Mi pa gledamo klavnico konstantno in ne moramo narediti take žrtve, da bi bojkotirali določen izdelek in da bi to objavili. Tako, neka drobna mala stvar. In na žalost, nobene zgodbe, nobeni kriki, nehajte z nasiljem, nobeni kriki ne bodo naredili nič, nobenega nič, tako kot si rekla. Pač na oblasti je tistih nekaj odstotkov ljudi, ki so pač ali psihopati ali pa imajo hudo narcisistično motnjo. Tako da to jih ne dotika jih pa denar, oziroma to, kar nenadoma odpade zelo velik del prihodka. Tle se bo pa nekdo zganil. Samo ali se bomo mi lahko skupaj, dokler nam je še fino, bomo še tukaj, dokler nam bodo pograbili še v Sloveniji zemljo, vodo, nenadoma, takrat se bomo pa spomnili mogoče. Kaj bi morali narediti v pravem trenutku? Pa še to je, preveč je teh konfliktov, preveč je tega trpljenja na svetu in potem marsikdo reče, kaj pa lahko jaz naredim. Ampak to, kar se dogaja v Palestini, je model, ker to ni konflikt, kot se boš strinjala Mojca z mano, ampak gre za nadvlado ene države nad drugo, za okupacijo, ki traja, kot reka, 75 let. To je za njihovo zgodovinsko pravico. A isti so, isti DNK je. Ampak ne, Izraelci trdijo, da je to njihova zgodovinska pravica. Ja, in če bi se lahko že iz zgodovine kaj naučili, pa se žal nismo veliko. Hvala obema za pogovor, za modre misli, za, bom rekla, ognjevitost. David, ki ga tako častijo, je bil pastir in je pasel ovce tako kot te moje ljudje, s katerimi sem se pogovarjala na Masa Farjati. Jezus je bil preprost, naj bi bil, za Davida tisto, točno. Kar želimo slišati. Hočem reči, oba sta bila iz Palestine, oba naj bi se rodila v Betlehemu, David zagotovo, Jezus pač tudi zato, ker se je David. V glavnem, in to so bili Palestinci, ta njihova vsa mitologija temelji na Palestinci. Ja, ampak, tako kot sem rekla, vsak sliši tisto, kar želi slišati, in včasih se res vprašam ob vseh novicah, tukaj smo kot ljudje, kot ljudstvo, in na vsakem izmed nas je, da naredimo, kar recimo vidve delujeta, tako da hvala, ker delujeta,
ker ima Znač ne delujem v primerjavi. Ja, s svojimi zgodbami absolutno. Ni res. Tako da, To je zelo pomembno. veliko lažje je plavati s tokom v svoji coni udobja, kot iti v nasprotno smer. Ne? Tako da, To pa je. Zagotovo. zato smo se danes tukaj dobile. Ob razmisleku, koliko nas zares gane svet onkraj naših vsakdanov, se poraja temeljno vprašanje, ali sploh zmoremo pogledati resnici v oči. Tako v politični kot človeški razsežnosti. In če to storimo, kako najti ravnotežje med tem, koliko lahko damo, in tem, kje je meja, ki jo še zmoremo nositi. Naj bo vprašanje v razmislek vsakemu izmed nas. Hvala za pozornost in se vidimo zopet čez 14 dni.